Spoznanje več. Predsodek manj. Lepo pozdravljeni v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. 5. ponedeljek v mesecu je in z nami sta zgodovinar, urednik in sodelavec Študijskega centra za narodno spravo dr. Renato Podbersič in pa ustanoviteljica civilno-družbene pobude Vseposvojitev Romana Bider. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Letos obeležujemo leto spomina ob 80-letnici konca druge svetovne vojne, komunističnega prevzema oblasti in pa povojnih pobojev, in tej tematiki bomo posvetili današnjo oddajo. Nepokopani umrli so namreč ves čas tisti, ki nam sprašujejo vest in nas opominjajo, da dokler te točke ne bomo zaključili, pravzaprav ne moremo govoriti o narodni pomiritvi. Tako imamo tudi več pobud, ki se dogajajo v zadnjem času, pa morda omenimo za začetek pobudo z Goriškega. V Novi Gorici naj bi pokopali žrtve, ki ležijo v Kraških brdih, na Goriškem in pa v Trnovskem gozdu. V sredo bo na to temo tudi simpozij v Novi Gorici in kar malo nas je presenetilo, da je ta pobuda prišla iz Primorske in to v letu, ko poteka tam tudi Evropska prestolnica kulture. Dr. Podbersič. Ja, imate prav, tudi z zahodnega roba, kot ste omenili, kjer je letos Evropska prestolnica kulture, je prišla ta pietetna pobuda, da bi tudi na našem koncu pokopali tiste, ki so umrli v pozno pomladnih, zgodnje poletnih dneh leta 1945, torej gre za čas neposredno ob in po koncu druge svetovne vojne. Za pobudo stojita laik in duhovnik, torej goriški oziroma novogoriški podžupan gospod Anton Harej in pa vikar za Evropsko prestolnico kulture, strani škofije Koper imenovan, to je gospod Bogdan Vidmar, ki deluje v okviru župnije Kristusa Odrešenika v Novi Gorici. Torej, naj povem, da je to vprašanje pereče že leta in leta, pogosto ga odpirajo zlasti sosedje v Italiji, tako na ravni italijanske države kot italijanske oziroma goriške občine. Zdaj pa sta omenjena prej gospoda Harej pa Vidmar dala pobudo, da se spregovori na javnem dogodku, ki bo v sredo, začenši ob 9. zjutraj v stavbi občinske novogoriške občine, ki leži na pomenljivem naslovu Trg Edvarda Kardelja ob ulici Borisa Kidriča. Torej, mislim, da ni treba posebej komentirati te lokacije. In tam bo simpozij, posvet, znanstvena konferenca, če hočete, kjer bomo spregovorili tako slovenski kot italijanski avtorji. Lahko, dr. Podbersič, malce predstavite tudi sodelujoče? Lahko. Meni se zdi zanimivo to, da bomo enakovredno spregovorili vsako v svojem materinem jeziku. Torej, ne bomo govorili eden mimo drugega, ampak poskušali bomo govoriti eden z drugim in pa seveda bo potencialni obiskovalci, obiskovalke so seveda vabljeni, ker bo odprta konferenca, odprti posvet, da prisluhnejo in bo zagotovljeno simultano prevajanje iz italijanščine v slovenščino in slovenščine v italijanščino. Se mi zdi pomembna pobuda enakopravnosti deželnih jezikov, ki sta stoletja sobivala na tem koščku zemlje, na zahodnem slovenskem etničnem robu, in seveda bo govora o totalitarnih oblikah 20. stoletja, ki so prizadejali naš narod. Se mi zdi zelo pomembno, da bodo Italijani spregovorili predvsem o 20., 30., začetku 40. let in bodo nekako izpostavili fašizem, ki je teptal naše slovenske narodne pravice, medtem ko bomo slovenski avtorji govorili predvsem o temnem obdobju revolucije in revolucionarnih žrtev. Na italijanski strani so priznani kolegi dr. Raul Pupo, dolgoletni profesor, upokojeni sicer z Univerze v Trstu, potem profesor Ivan Porteli, profesor zgodovine in tudi predsednik Inštituta za socialno in versko zgodovino v Gorici,
pa potem tudi dr. Marko Plesničar, ki je plesničar. Sicer je direktor Državnega arhiva Archivio di Stato v Gorici. Na naši strani bomo pa spregovorili Jože Dežman. Dr. Jože Dežman ga ni potreba poslušalcem posebej predstavljati, ker je tista gonilna sila, ki skrbi za tudi to vrstne zadeve, torej pokop žrtev in predsednik vladne komisije nenazadnje za vprašanje reševanja prikritih grobišč, potem dr. Mitja Ferenc, tudi zelo, bi rekli, izpostavljen na tem področju z dolgoletno kilometrino, dr. Jože Možina, nenazadnje goriško-vipavski rojak, tudi avtor odmevnih del na to tematiko. Potem bo dr. Gregor Pobežin, ki z SAZU, ki se ukvarja bolj ta, recimo, spravni vidik, in pa moja malenkost, ki bom spregovoril o prikritih znanih in neznanih grobiščih na Goriškem, kjer ležijo žrtve fojb oziroma povojnih pobojev. Romana Bider, pobuda Vseposvojitev je trenutno sredi obsežnega mesečnega obhajanja svetih maš za slovenske mučence, žrtve totalitarizmov. 12 svetih maš je bilo do zdaj pri frančiškanih na Tromostovju, pa morda midva začneva kar z odzivi na to pobudo. Jaz sem zelo vesela, da je prišlo do te pobude. V bistvu je bila nenačrtovana, ampak je spontano zrasla iz prizadevanj, katere je pač nekako naravnana pobuda Vseposvojitev. Prav veliko takih zanimivih stvari se okrog tega dogaja. In imam občutek, da se tudi med ljudmi počasi kar prijemlje. Veliko ljudi se oglaša, da spremljajo, tudi v cerkvi se mi zdi, da jih je kar velikih pride. Zelo se mi pa zdi tudi to v redu, da lahko te svete maše spremljamo tudi prek medijev, recimo prek Gol TV oziroma prek YouTubea. Tako da po eni strani prihajamo v stik oziroma spoznavamo te ljudi, ki so dali življenje, če pač tako rečem, in to na poseben način, posebej težko, težke stvari so dali skozi, se pravi, pridemo v stik z njihovim življenjem, z njihovimi vrednotami, z njihovo usodo, po drugi strani pa seveda z režimom. To so vsi tile, ki jim je pač posvečeno tehle 30 svetih maš, so žrtve komunizma. Postekajo različni postopki za različne svetniške kandidate. Tako da. Kaj pa odzivi na terenu med ljudmi, ki jim je ta pobuda pravzaprav namenjena? Namreč prihajajo duhovniki iz župnij, kjer so bili te mučenci recimo povezani ali so opravljali svoje delo in tako naprej. Imeli smo občutek namreč, da je problem večkrat na terenu, ker se ljudje s temi ljudmi ne srečujejo, se jim ne priporočajo, ne poznajo njihovih zgodb ali pa se jim zdijo pravzaprav že tako odmaknjeni, da skoraj da ni več kaj storiti, ne? Se tudi tukaj kaj premika? To zdaj jaz težko rečem. Imam stike z duhovniki oziroma župniki iz župnij, s katerih prihajajo. Ki so sprejeli to vašo pobudo in prihajajo. Zelo lepo se odzivajo. Zelo sem hvaležna vsem, ko pridejo in pripeljejo recimo pevske zbore, sorodnike, pač romarje, ki recimo si vzamejo dan, sam zaradi tega ga posvetijo tem svetniškim kandidatom, da pridejo k tej sveti maši. Veliko je takih, da pridejo recimo z avtobusi. So pa seveda različno prisotni. So v kakšnih župnijah, ki so šele recimo seznanjajo z njimi, so pa nekje, ki so pa zelo živijo z njimi. To se mi zdi, da je seveda tudi odvisno od duhovnikov oziroma od župnikov. Recimo nekje imajo spletne strani njim posvečene. Recimo izpostavlja bi belokranjske duhovnike, tam imajo posebej lep odnos. Vsi pridejo recimo s podobicami, s posvetilnimi molitvami zanje in se mi zdi, da se seveda pol to tudi ljudem v teh krajih pozna. No, mimogrede v petek bo
že 13. sveta maša in sicer povezana z župnijo Preska. Tako, posvečena bo duhovniku Oblaku, Valentinovo Oblaku, ki je bil ubit po vojni, a ne, kot duhovnik in tudi seveda je že bil precej star, zato ker so pač sovražili njegovo prisotnost, njegovo živost v tej župniji, a ne, njegovo prizadevanje za izgradnjo cerkve in to. In tudi niso bili odkriti morilci nikoli, a ne, stvar ni bila pravno regulirana, kar je seveda strašna stvar, a ne, pa zelo pogosta na žalost. Medtem ko med ljudmi pa nekako se ve, kdo bi naj to naredil, a ne. In v Preski je prisoten spomin nanj, a ne. Tudi pridejo iz njegove rojstne župnije Mavčiče, pridejo njegovi sorodniki, tako da pričakujem, da bo spet lepa maša in povabim poslušalce Radio Ognjišče, da jo spremljajo. Doktor Podbersič, kaj vi menite kot zgodovinar o takih civilno-družbenih pobudah, kot je ta za obhajanje svetih maš za mučence totalitarizmov 20. stoletja? Kako bi se iz zgodovinskega vidika dalo to umestiti, recimo, da bi se izpeljal končno nek postopek, pa če gre za prištetje recimo k blaženim, ali pa recimo zgolj, da bi ljudje bolj spoznali to, kar se je zgodilo v resnici? Najprvo dam priznanje gospej Romani in tudi njenim sodelavcem, ki že vrsto let zagnano in tudi zelo pietetno skrbijo in odpirajo in poskušajo zapirati tovrstne tematike. Tukaj res kapo dol, se mi zdi, da prav ta ženski vidik, ki je trmast v pozitivnem pomenu besede in vztrajen, igra tukaj pomembno vlogo. Zanimivo je, da danes o teh stvareh spregovoriva midva, ona Štajerka, jaz Primorec. Marsikdo bo rekel, vsi prihajate z območja, kjer revolucije ni bilo oziroma je šlo za narodnoosvobodilni boj. Ne drži. To je stroka že davno dokazala. Revolucija je bila še kako prisotna tudi na Štajerskem, tudi na Gorenjskem in tudi na Primorskem. Seveda z neko časovno dimenzijo bolj oddaljeno oziroma zapoznelo, glede na ljubljansko pokrajino, če hočete krajinsko, to srednji slovenski del, ampak ravno tako so se dogajale hude stvari, uboji krščanskih laikov, duhovnikov, nekoliko manjši meri kot v srednji Sloveniji, ampak vendarle je prihajalo do tega. Tako da iz tega vidika pozdravljam, nenazadnje tudi kot član komisije pri Slovenski školski konferenci za vprašanja raziskav slovenskih mučencev, žrtev totalitarnega komunističnega režima, 26 posameznikov iz različnih škofij, razen Murske Sobote na tem seznamu. Želim si, da bi bil kakšen več iz našega konca, zaenkrat sta samo dva, laikinja Vera Lestan iz Mirna pri Gorici in pa bogoslovec Emil Kete iz Dolenj pri Ajdovščini. Kar me bolj nekako osebno žalosti, je neodzivnost domačih okolij, bom kar direktno rekel tudi domače duhovščine, ki v veliki meri noče slišati o teh zadevah, tudi recimo naša sredina konferenca, o kateri smo govorili prej v uvodu, to dodajo, je med krajevno duhovščino na Goriškem doživela, moram rekel, odklonilen, ampak moram rekel, nenaklonjen odziv, no. Tako da duhovniki posamezni seveda mislijo, da če bodo stvari pometali pod preprogo, se s tem ne ukvarjali, ne izpostavljeni tovrstnih vprašanj, da bodo nekako po domače rečeno zgubljali vernike oziroma da bodo ljudje to z nejevoljo sprejemali. Sam mislim, da je ravno nasprotno. Dokler ne bomo pokopali in mrtvih in ugotovili resnice, zgodovinske resnice, človeške resnice, torej popisali njihovo, če hočete, mučeništvo, njihovo življenje,
njihove umore, ki so dostkrat sloneli na nepreverjenih govoricah, na neki sovraštvu do vere, na neki tudi osebnih antagonizmih, razšiševanje nekih osebnih nasproti, potem ne bo boljšega, ne moramo zgledati v neko prihodnost, kakorkoli se nam že napoveduje, če ne pokopljemo mrtvih. In tukaj jasno spregovorimo. In lahko mi tudi kdo zameri, ampak tukaj tiščanje glave v pesek in se delati, da problema tukaj ni, se mi zdi zelo, zelo kratkoročno in pritlehno in tudi kontraproduktivno za nekoga, ki deluje v cerkvi. Spomin na umorjene, kljub desetletjem zaukazanega molka, pravzaprav ostaja živ. Ne? To smo nekako že ugotovili, pa je bodisi so to pobude za obhajanje teh svetih maš, za prištetje določenih mučencev med blažene in tako naprej. Ampak vendarle me zdaj zanima, če odidemo pa na tisti bolj širši del, kajti med temi mučenci oziroma ti mučenci so le del velike množice drugih, ki še vedno ležijo po različnih breznih, rudniških jaških ali pa so zdaj že izkopani in bi si želeli njihov dostojen pokop. Ali se vam zdi, Romana Bider, da bi bilo mogoče v tem letu, ko obhajamo spomin na 80-letnico konca druge svetovne vojne, zdaj nekako doseči dostojen pokop žrtev izpod Macesnove gorice, ki so shranjeni v kontejnerjih v Kočevju na tamkajšnji deponiji? Ja, meni se zdi, da je to še prekmalu in sicer zaradi tega, ker je pač odnos predstavnikov naše države načeloma sicer naklonjen pogrebu, ampak jaz doživljam vse kot, da bi pač želeli nekaj spraviti z mize, želeli bi odkljukati, mogoče bi si želeli še tudi dobiti kako točko, da so pač nekaj zmogli narediti, medtem ko pristnega odnosa pa seveda še ni, a ne, zato ker pač predstavniki naše države so taki, ki takega odnosa nimajo, a ne, in to je seveda hudo, ampak take smo si pač zvolili. Jaz mislim, da to je mogoče boljš počakati, kot zdaj nekaj odkljukati in spet priti do ene zasilne rešitve, kakršnih že imamo veliko, ne, zasilnih rešitev je ogromno, pa se pa skažejo, da niso pravi, a ne, zgrešeni projekti, ne vem. Tehar je recimo zgrešen projekt. Dol bi moral biti čudovit spominski center, pa ni, je v bistvu ostal projekt na pol pota, ne dograjen. Pol recimo, jaz mislim, da je Dobrava zgrešen projekt, a ne. Potem, če pogledamo spomenik na Kongresnem trgu, a ne, to je, spomenik je v bistvu prazen, ga ne doživljamo kot nekaj tazga, kar bi nam kaj pomenilo. In jaz mislim, da zgrešenih projektov je bilo narejenih dovolj. Zdaj bi moralo biti nekaj tazga, kar bi nam res kaj pomenilo. In seveda, je pa tako, a ne, lahko mi recimo pričakujemo oziroma celo zahtevamo, da se razčiščuje kriminalna krivda. Ne moremo od ljudi zahtevati, da imajo pieteten odnos. Ne moreš to človeku ukazati, zato ker pač... To imaš ali pa nimaš. Tako. In to je pač potrebno, da zraste. A ne? In recimo, našo predsednico že čujemo, da reče, ja, po vojni, po boji so bili zločin. A ne? Takoj sledi vprašanje, če imamo zločin, pol so nek tudi zločinci. A ne, ampak s tem vprašanjem se še pa ne spopademo. To je moje naslednje vprašanje, namreč vi ste bili na sestanku pri predsednici države in takrat ste prišli pravzaprav do nekih ugotovitev. Predsednica je potem tudi javno nastopila, rekla takrat, da je treba to poglavje zapreti in tako naprej. Kam umeščate to njeno zadržanje? Se težko govorimo, se je ne brado obirala na en način, ne, ampak če vam povem recimo eno tako ilustracijo. Tam se jaz nekako omenila komunizem in je kar vzrojila, pa kak komunizem, kje vidite vi komunizem? Jaz sem rekla, poglejte, tamle vsak dan hodite mi Kidriča pred vašo stavbo.
Pa rekla, se v bistvu ne hodim tam mim, se ga malo izogibam. Moje naslednje vprašanje je seveda, pa kakva ste vi predsednica, da se izogibate simbolov v državi, kjer ste vi predsednica, a ne? Ampak da to seveda nočem obirati nje, zato ko mi vsi hodimo tam mim, a ne? In vsi najbrž, da bolj ali manj čutimo neko nelagodje, pa vendar tega nelagodja ni toliko, da bi mi to pospravili, kar seveda pomeni, da so simboli čisto ustrezni, kar je največja tragika, a ne? Če smem nadaljevati, kar je gospod Romana rekla, glejte, malo čudno je, ne, da smo sprejeli neke vrednote, vsaj naj bi jih, ko smo 2004 vstopili enakopravna članica v Evropsko unijo, danes smo v začetku 21. stoletja, pa se kar še vedno pogovarjamo o teh temeljnih civilizacijskih pridobitvah, recimo. Ne. Tudi človek bi pričakoval, smo morali neke pogoje izpolnjevati, ko smo vstopili v to širšo evropsko skupino narodov, družino narodov. Ampak kot da v Evropi nikogar ne zanimajo te zadeve. Torej pokopati mrtve, kar je že star civilizacijskih antična uzanca. Potem, da se pač treba losati, da treba se odreči totalitarne preteklosti. Mi na vsakem koraku imamo ulice, kipe, trge, ki simbolizirajo to totalitarno preteklost. Prej sem vam vodoma, se spomnite, omenil Novo Gorico, kjer ima cel kup, pa Evropska prestolnica kulture, glavna občinska stavba na trgu Edvarda Kardelja, ob glavni mestni magistrali Borisa Kidriča. To sta bila dva človeka, ki sta temeljito posegala in krojila tudi povojne, medvojne in potem povojne poboje. In nihče ni odgovarjal. Danes imamo vendarle dovolj dokumentov, odkritih dovolj pričevanj, da to lahko postavimo piko na i in rečemo, če smo demokratična država upeta v evropske vrednote, evropsko družino narodov, potem se moramo temu odreči. Glejte, na Sabotinu nad Novo Gorico se vedno znova obnavlja napis Titu, ki ga je že davno, že 20 let nazaj prerasla, bom rekel. Zgražamo pa se nad tem, da je Mussolini še vedno častni občan Gorice. Ne? Mislite, to je sramota. To je sramota, da je častni občan Gorice, ampak ja. Da imamo oči odprte za sosede, svojih pa seveda ne gledamo. Ne? Star rimski pregovor je prav in rekel, imajo oči pa ne vidijo. Ne? Točno tako, ta dvoličnost gre človeku nekako, ne? Na živce, da rečemo po domače. Namreč, jaz sem prepričan, namreč, da bi, če bi naši oblastniki recimo pristopili k Italijanom pa rekli, glejte, mi bomo pospravili tega Tita iz Sabotina, vi pa poskrbite za Mussolinija, da bi se to verjetno uredilo. Kajti gre za neko gesto dobre volje. Tukaj pa gre na drugi strani za zategovanje teh vajeti, ki ste jih omenili. Namreč, dokler imate vi Tita, mi tudi Mussolinija ne bomo umaknili. Italija s svojim fašizmom nikoli, za razliko od Nemčije, ni razčistila. In se del italijanske politike napaja istovrstnih spoznanj. Isto je pri nas. In poglejte, vse skrajnosti najdejo skupno točko. A veste, in tukaj je ta tragika sobivanja ob zahodni meji, pa ne samo ob zahodni meji. Ne? Ko ne znam, kot ste rekel, vidimo pri sosedih doma pred lastnim pragom, se ne gre za uničevanje. Samo pustili bi Kraško podrastje, da bi, kot je že počelo, se v prvem desetletju po osamosvojitvi teh problemov ni bilo. Ker pa nekaterim permanentna ta naracija o nekdanji državljanski vojni, o poražencih in zmagovalcih še vedno seveda odgovarja iz političnih parcialnih razlogov, se mi pogovarjamo o teh temeljnih civilizacijskih vrednotah. A bo zdaj ulica po nekdanjih uzurpatorjih oblasti, diktatorji, da ne rečem, imenovana, a bo napis, vsi, veste, čas je povedal svoje. Če ne bi bilo nekih političnih silnic, ki so podprte iz strani botrov iz ozadja, bi ta napis že davno izginil v naravi in prav je temu tako. Zgražamo se napis Dux, ki je včasih krasil v navednicah številne primorske vrhove med obima vojnama, ko smo bili del Italije, pa danes je zginil, ga ni več, hvala Bogu. Po drugi strani pa postavljamo spomenik Titu, ki je, spet v navednice bom dal, zaslužen za približno 100.000 mrtvih na Slovenskem ob koncu druge svetovne vojne. Res da, med temi, spet bom dal navednice, samo 15.000 Slovencev, oziroma približno 14.500 Slovencev. Ampak tukaj se umikajo vse številne vojske in posledično tudi
mnogo narodov, od Nemcev do Črnogorcev, Srbov in Hrvatov in Italijanov umre na tem območju, je pobitih. Pustimo zdaj o njihovi krivdi. Seveda, del je bil tudi globoko vpet v zločine na tem ozemlju med drugo svetovno vojno. Ampak zakaj si krivcev ni postavilo pred sodišča? In kraške jame vedno znova to pričujejo. In tisti, ki opozarjamo, kot recimo midva trenutno, pa ne samo trenutno z gospod Romano, smo nekako za ekstremiste pa še kaj drugega označeni. To je pa problem te države. Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Gosta sta zgodovinar, urednik in sodelavec študijskega centra za narodno spravo, dr. Renato Podbersič in pa ustanoviteljica civilno-družbene pobude Vseposvojitev Romana Bider. Govorimo pa ob letu spomina, ko se spominjamo 80-letnice konca druge svetovne vojne, komunističnega prevzema oblasti in seveda tudi povojnih pobojev. To je tematika današnje oddaje. Omenili smo seveda zdaj to tenzijo, ki se pojavlja med Novo Gorico in Gorico, čeprav izgleda, da nekako ob tej evropski prestolnici kulture postajamo drugim bližje in tako naprej, ampak ob nekih zgodovinskih dejstvih se pa vidi, da smo si pravzaprav še kar daleč vsak k sebi. In zdaj, če se vrnem malce zdaj k tej vaši pobudi, ki prihaja ob letošnji prestolnici kulture Go 2025, da bi pokopali tudi vse žrtve Goriške in Trnovskega gozda. Se mi zdi, da je takrat, ko je ta pobuda prišla, kar malce presenetila, ne? In to ne samo nas tukaj, bi rekel, v tem centralnem delu Slovenije, ampak tudi na Goriškem je bilo kar živahno, sem slišal, da so prišle celo neke pobude, da naj bi podžupana Harejo kar zamenjali, kar odstavili zaradi tega. Sem prav slišal? Glejte, bom začel tako, ne, marsikaj zapoznelim učinkom pride v prestolnico, ker mi smo daleč od oči in daleč od srca. Bodi si proti zahodu, bodi si proti severu oziroma vzhodu. In jaz mislim, da sem tudi v vaši oddaji že nekajkrat rekel, da se slovenska politika velikokrat konča na vzhodu, na Trojanah, na zahodu pa na Vrhniškem klancu. In seveda potem prestolnico, kljub temu, da je med Gorico in prestolnico samo 100 kilometrov, in v današnjih časih, če je cesta, kar pogosto ni, ampak to je vprašanje za kakšno drugo oddajo, je kakšna ura vožnja, pa še manj, se seveda take pobude ne slišijo, se nekako izgubijo v vetru oziroma v cesti, ko pridejo do Ljubljane. Če se vrneva k zahodu, torej podžupan, jaz mislim, da je dal dobro pobudo, pietetno, pravočasno. Kdaj bomo pa spregovorili o teh nevralgičnih točkah naše preteklosti in tudi prihodnosti, če ne zdaj, ko so oči v javnosti svetovne, če hočete evropske javnosti uprte v ta zahodni slovenski etnični prostor. In seveda je zbral, po moje, meritorne ljudi. Kolikor vem, nihče se ni v vsebino, ampak v formo. To je pa tragika slovenske politike, družbe zadnjih, da ne rečem 30, ampak 100 let in še več. Zlasti pa zadnji čas, ko smo dediči nekega totalitarnega sistema po drugi svetovni vojni. Kolikor vem, je podžupan še vedno na svojem mestu. Mislim, da lahko potrdiva vaše govorice, da so bile določene težave. Ampak spet ne vsebinske, ampak bolj formalne, v smislu, da o nekaterih stvareh naj se ne bi govorilo. Kolikor vem, je ta pobuda prva, da bodo javno, z javnostjo, z snemanjem, z prezentacijo pozneje tudi spregovorili italijanski zgodovinarji o svojih nevralgičnih točkah, mi o svojih in na skupni konferenci. Torej, kaj ne rečem, dobra pobuda, verjetno bo pa v javnosti ena gluha tišina, kot smo navajeni. Torej, preprosto to do ljudi ne bi prišlo, ne bo prišlo v širšem kontekstu, ker seveda tovrstne tematike, ki se še vedno napajajo iz druge svetovne vojne in seveda slovensko prebivalstvo, slovenski narod, žal v matici in tudi v zamejstvu delijo še vedno na tako imenovane črne, rdeče, če hočete, domobrance, partizane, in to je seveda zadeva, ki žalosti.
v 21. stoletju. No, ker se tiče Radia Ognjišče, ne tukaj povem, da če se bomo uspeli dogovoriti za posnetke z omenjenega simpozija, bodo objavljeni v oddaji Moja zgodba in to je pač zaveza tudi našega radia, da bo te teme nekako predstavila javnosti. Zdaj pa seveda pogled malce naprej. Romana Bider, če smo bili prejle pri pokopu in pa pri tem, da nam mrtvi pravzaprav sledijo, pa čeprav ležijo v tistih jamah, kamor so bili odvrženi kot smeti, so vendarle nekako za nami in nekakšen simboličen pokop planirate letos ob 17. maju, dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja. Ne v smislu, da bi koga pokopali, ampak da bi morda opozorili na to, da se bo potrebno s temi stvarmi ukvarjati in storiti ta korak. Ja, spet pripravljamo spominski večer, na predvečer sicer od države ukinjenega dneva spomina na žrtve komunizma, a ne? In seveda ta večer bo spet v duhu pietetnega spominjanja, žalovanja in predvsem poklona velikim in tragičnim usodam ljudi na našem pač ozemlju. In jaz mislim, da je to predvsem tista drža, ki je na en način mal odmaknjena od tega, recimo ugotavljanje krivde, politične odgovornosti in tako naprej, ampak je predvsem postavljena v osebno polje vsakega posameznika. Jaz si skozi, odkar se s to pobudo pač nekako ukvarjam, skozi razmišljam o tem, kako je to tako veliko in tako strašno in tako zapleteno, da je skoraj nemogoče misliti na vse naenkrat, ampak je nekako, pridemo od spodaj gora, ne, se pravi prek usode enega človeka, prek, ne vem, tistih, ki so mi bliže, tistih, ki jih bolj poznamo, ne, da je pač stvar čim bolj osebna in seveda tudi ta spominski večer delamo na tak način, ne, da je čim bolj oseben. In tukaj so tudi varuhi spomina, ki pridejo z lučkami, položijo svečke in na tak način, ker je že nočni čas, opozorijo te svečke, ne, ki simbolizirajo recimo vsaka enega ali dva umrla in tako naprej, na eno množico ljudi, ki nima urejenega svojega Tako, zadnjega se mi zdi, da je takih mest, takih trenutkov, ko lahko to naredimo, je pa moje blazno premalo. Kjerkoli, karkoli naredi, vse pobuda vse posvojitev, zmeri se ljudje odzovejo srčno in lepo in pietetno, zato ko pač drugje tega skoraj ne more narediti. In jaz mislim, da takih mest bi lahko imeli precej več. Recimo, lani smo ljudi povabili, naj prinesejo rože iz pol in travnikov, kjer so fantje in ljudje, ki so bili pač pobiti, kjer so včasih kosili in orali in to, in so ljudje prinesli tiste rože in kako je bilo to ganljivo, kako so se ljudje potrudili, so spletli venčke, ena gospa jih je šla ne vem kam gor iskat, mi je razlagala ene šmarnice, da jih je prinesla in meni se zdi, da so to pač tisti pristopi, ki nas pač prizadenejo in jaz si nekako točno to predstavljam, da rabimo stvari, ki nas ganejo, a ne? Ampak jaz vseeno mislim, da ta pobuda je hvalevredna, globoka, pietetna, človeška, krščanska, da bi bilo vredno zaostriti neko obliko državljanske pobude na vladajoče, da se končno pove, kje so slovenska morišča in grobišča. Glejte, komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč, vladna komisija, torej Vlade Republike Slovenije, katere predsednik je Jože Dežman, sam sem tudi član te komisije, si vedno znova prizadeva, da bi se te stvari razreševale. In danes imamo že 750 označenih grobišč na teh bogih 20.000 kvadratnih kilometrih, kolikor meri Republika Slovenija. Ampak glejte, tukaj se cel kup, jaz si upam trditi še na desetine, da rečem na stotine grobišč, ki niso označena. Samo če pogledam naš konc,
Posočje, Ožja Goriška, del Vipavske, Goriška Brda, niti eno še ni označeno, pa vemo vsaj za 12 grobišč oziroma morišč, ki niso še, ne vemo še o njih, niso niti sondirani, niti popisana. To nas čaka. Potem seveda pobiti v teh jamah, namreč trdim, da so ti spiski bili, govori se, do leta 82 jih je še čuvala pokojna varuhinja revolucije gospa Lidija Šentjurc, potem so zginili, nadejali smo se, da je kaj več v Beogradu, ti arhivi še vedno niso popolnoma odprti, govorimo o vojaških arhivih. In potem konec koncev vemo, da so bili ljudje ne samo popisani in potem nekam odvrženi in pobiti seveda, ampak da je nekdanja zmagovita stran v državljanski vojni tudi vedno skrbela za, bomo rekli, izganjanje spomina na nje do konca, bomo rekli, enopartijskega sistema. Še jeseni 89 so nekdanji miličniki in pripadniki službe državne varnosti, po domače udbovci, skrbeli, da se spomin na te ljudi ni ustrezno negoval, gojil med ljudmi. Torej, vemo, da so obstajali spiski grobišč in morišč, ki so jih čuvale postaje oziroma komandirji tedanje ljudske milice. Žal so se ti spiski ohranili samo za nekdanjo občino Ilirska Bistrica. Zato je v Ilirski Bistrici toliko grobišč, tudi zaradi seveda geostrateške lege in umika nemških enot ob koncu druge svetovne vojne maja 1945 čez to območje, v zaledju Reke in Trsta, ampak vemo, da je obstajalo tudi za druge konce. Do danes še ni nihče pozval nekdanje poveljnike teh ljudskih milic, vsaj ne javno, da se ne končno povejo, kam so ti seznami bili postavljeni. Ali so bili uničeni, ali jih je nekdo zaplenil, ali jih nekdo morda še čuva doma. Konec koncev imamo ljudi, ki vedo, kje so bili tudi nekateri prominentni ljudje po vojni prekopani. Recimo Lambert Ehrlich, ki je bil umorjen maja 42 na streliški, pokopan na ljubljanskih Žalah in potem so ga po končani vojni, ne samo njega, odkopali, to baje so počeli nemški vojni ujetniki in prekopali neznano kam. In potem imamo govorice od nekje Postojne oziroma Kraški Brezen, da je bil tja vržen, oziroma cesta proti Igu oziroma proti Barju. A veste, in ti ljudje, ki so to vedeli, so še vedno živi, res da jih je vedno manj. Tukaj bi izpostavil javno gospoda Zdenka Rotarja, ki domneva na te stvari ve. Verjetno ve nekaj o tem tudi zadnji predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ki je še pri moči in ki tudi zadnje čase se kak pogosto oglaša v javnosti. Poglejte, tukaj bi bilo treba ti ljudi pozvati, naj povedo, kje se ti spiski, te seznami, te lokacije nahajajo. To se mi zdi pomembno, pobuda ob 80-letnici konca druge svetovne vojne. Ja, s tem se seveda absolutno strinjam. Mene je zgrozil podatek, da je Slovenija, če gledamo z Evrope, država, kjer imamo na kvadratni kilometer zdavč največ izvensodno pobitih ljudi. In to se pravi, smo neka Kambodža, včasih smo se čudili, kaj vse delajo dol nekje, ne? Ampak mi smo slabši, mi smo hujši, s tem, da seveda stvari niti ne reflektiramo. Se zelo strinjam s tem, seveda, kar ste vi rekli. Pri tem bi pa omenila razlikovanje med različnimi oblikami, med različnimi pogledi na krivdo. In recimo, vem, da je Karl Jaspers se je ukvarjal s vprašanjem krivde in sicer on je seveda premišljeval o Nemčiji, Nemci je bil in je leta 1945 išla njegova knjiga z naslovom Vprašanje krivde, kjer definira 4 vrste krivd. Kriminalno krivdo, politično krivdo, moralno krivdo in metafizično krivdo. Jaz se, kada se pač navadno oglašam, zmeri govorim o tej 4. obliki, o metafizični, medtem ko vi praviloma govorite o 1. obliki, se pravi o kriminalnih dejstvih, ki jih v bistvu pravo bi moralo procesirati, pa jih pač ne. Tako da se mi zdi prav, da poskušamo tudi definirati različne vidike.
tam recimo pač metafizična krivda, kot pravi tale pač raziskovalec, ta opozarja na to, da smo ljudje zavezani, če hočemo pač biti korektni, a ne, da smo zavezani absolutni solidarnosti z ljudmi, ki so bili v nekem grozljivem postopku, ko so bili deležni zločina, a ne. In jaz si predstavljam, da to solidarnost, absolutno solidarnost lahko goji čist vsak preprost, vsaka jaz, vsaka gospodinja, vsak navaden človek, a ne, medtem ko takšnile procese, o katerih govori profesor Podbersič, to so pač procesi za znanstvenike in seveda za strokovno javnost, za pravnike, zgodovinarje, raziskovalce, a ne, medtem ko to od spodaj gor spomin na strašne usode, stik z ljudmi, ki so imeli recimo svojce prizadete, to pa lahko goji vsak od nas in temu je recimo pač vse po svetu nekako posvečena. Mogoče bi tukaj zdaj pokomentirali še eno izmed vaših misli. Zelo lepo se mi je zdelo, ko ste zapisali, da je narobe misliti, da z raziskovanjem prikritih morišč odkopavamo kosti, ne odkopavamo civilizacijo, ste zapisali. In to je res taka močna zadeva. Ja, če smo ljudje, potem delamo to na človeški način. Na človeški način pomeni najmanj to, da imajo pokojni svoje grobove, svoje imena in svoj spomin. In pri nas, naša država, naša civilizacija tega ni sposobna narediti, tako da se mi zdi, da je pač še na pragu civilizacije. Tako. Ampak bi vendar dodal k temu še to, gledajte, verjetno ga ni človeka, ki ima vsaj malo empatije, pa je naš sodržavljan, ali pa ni, pač biva tukaj, pa je vpet v te širše slovenske pa evropske zadeve, da se ne bi zgrozil, ko bi obiskal kočevsko deponijo, pa videl na policih plastične vrečke, ker so posmrtni ostanki 3450 približno pobitih, umorjenih v Macesnovi Gorici. Jaz mislim, kar je gospa rekla že prej, to ni samo kriminalni pogled, je tudi civilizacijsko vprašanje. In dokler tega ne bomo sposobni pokopati, gledajte, ne vem, ostajam brez besed. Še enega citata bi se dotaknil in sicer ga je zapisal profesor Justin Stanovnik. Pravi, da je po božji milosti prišlo do tega, da smo dobili lastno državo, da pa nam je zmanjkalo moči, da bi se spopadli z našo totalitarno poškodovanostjo. Kaj vi, Romana Bider, vidite kot to totalitarno poškodovanost? Vse tole, o čemer se zdaj pogovarjamo, se pravi, ne moč sprejeti realnost takšna, kot je pač bila, a ne, sej na en način s temle skrivanjem vseh dejanj, vseh teh pobojev, tudi tile storilci kažejo, da na en način so čutili, da to ni v redu, a ne, če ne bi ponosno stopili pa ne zidali tamle ograj in pregrad in ne vem česa, če recimo v hudi jami in povsod. Se pravi, so vedeli, da nekaj vendarle tle ni v redu, ampak mi ne pridemo na sled vsemu temu, da bi znali skupaj z vsemi temi recimo državnimi podsistemi, kot so recimo šolstvo in to, da bi znali stvari postaviti na tako mesto, da bi se do tega ogradili, a ne, in da bi zavzeli pravo držo, kaj pravzaprav je revolucija za nas kot narod pomenila. Dan sicer ne govorijo več, tako kot recimo takrat, ko smo mi hodili v šole, je bilo to revolucija na vsakem koraku in vas ponos na to, pa to danes je to malo potihnilo, ampak reflektirati še pa vendarle ne znamo vsega tega obdobja. Ne pozabiti, da našo državo v marsikaterem segmentu vodijo ljudje, ki so potomci. Druga, tretja generacija ljudi, ki so seveda sodelovali pri teh nečednih poslih, imajo nekateri odgovorna mesta v naši upravi, v naši politiki, vrhovih naše politike. In seveda, veste, tukaj se odreči neki svoji dediščini, tudi družinski, je nemogoče, po drugi strani je prišlo pa do predrugačenja naše nacionalne biti po koncu vojne. Seveda je treba upoštevati z eliminacijo
dejanskih in namišljenih nasprotnikov, bodisi vojaških in političnih, so bili potisnjeni v pozabo, pobiti ali pa pregnani v tujino ali pa doma v popolno pasivizacijo. Po drugi strani tisti, ki so prišli na oblast, so s tem dobili tudi seveda tako s konfiskacijami, zaplembami, nacionalizacijami, seveda zapiranjem dejanskih in namišljenih političnih nasprotnikov tudi popolno oblast. Utrdili so se, govorimo o tistem znamenitem rdečem plemstvu ali če hočete rdeči buržoaziji, se o tem je že sredi 50-ih pisal Milovan Džilas, pa vemo, kako je končal iz samega, bom rekel, samega jedra oblasti v Beogradu je bil potisnjen na obrobje in potem celo zaprt in potem do konca življenja marginaliziran, ker je opozoril tudi na te stvari. Ne? In gledajte, mi dejansko takrat je bila dilema ob koncu 80-ih, predvsem začetku 90-ih let, kako bo za našo demokratizacijo in osamosvojitvijo. Vsi sem govoril z nekaterimi protagonisti tistega časa in seveda oni so imeli tukaj v prvem planu slovensko osamosvojitev. Če bi se tedanji Demos odločil za izvedbo le-tega sam, torej brez sodelovanja in potem tudi nekega konsenza, da se nekatere stvari ne bodo odpirale, ne bodo procesuirale, ko je bil čas, se je podobno bilo tudi na Hrvaškem, pa ne samo na Hrvaškem, bi verjetno vlak za osamosvojitev odpeljal. A veste, in potem vprašanje, kako bi bilo s slovensko državo. Ne. Problem je v tem, ko smo vstopali pred 20 leti v Evropo, se teh stvari ni odpiralo, tudi s pomočjo Evrope in se jih še ne odpira in tudi Evropa dopušča vedno znova, da so te stvari pometajo pod preprogo. No, ampak Evropa je zdaj vendarle bila seznanjena z našimi pobudami. Tam so to, kar je predstavil recimo dr. Ferenc, podprli tudi člani socialističnih strank, ne, se pravi teh levih. Imate prav, pogledajte se, kdo, ki je, bi rekel, normalen, evropsko čuteč človek z nekimi vrednotami te zahodne, če hočete, judovsko-krščanske civilizacije, na katerih so bazirali naši evropski očetje Schumann, Adenauer, De Gasperi in začeli evropsko povezovanje tam že v 50 letih preteklega stoletja in kateri z zdravo pametjo bi se temu odrekel, ne? Problem je potem, kaj se pa iz tega implementira, kaj se iz tega naredi. Očitno ne samo v našem primeru bore malo oziroma zelo, zelo malo. Celo nekateri, ki so bili nekdaj sodelovani oziroma so sodelovali s tajnimi službami ali pa drugače sodelovali pri kršenju človekovih pravic, so nagrajeni z visokimi evropskimi službami. Še sklep oddaje je pred nami in sicer bi se Romana Bider navezal zdaj na kip, ki ste ga danes že omenili, Borisa Kidriča. Vaša prireditev, ki jo organizirate 4 civilno-družbene pobude ob 17. maju, nesojenem prazniku žrtev komunističnega nasilja, poteka na Trgu Republike. Tam imamo tudi spomenik revolucije. Zelo povedno se mi zdi, da pobuda Vse posvojitev nekako prižge svečko za umrle tudi pred grobnico herojev, ki je vizavi tega spomenika. No, oblast, ki jo trenutno imamo, pa je razpisala pravzaprav natečaj za spomenik osamosvojitve, ki naj bi tudi stal na Trgu Republike. In zdaj imamo tukaj tako zanimivo situacijo, se pravi Kidričev kip pred Cankarjevim domom, Kardeljev kip že na vhodu v to posvečeno mesto Trga Republike, potem velikanski kip revolucije, grobnica herojev nasproti parlamenta. Kje bo zdaj stal ta kip osamosvojitve in kakšen bi lahko bil, da bi razodeval, da je to pravzaprav zenit tistega, kar smo Slovenci dosegli. Ja, tle na tem trgu je res takšna gužva trenutno, da bo najbrž da zelo težko. Nekako slišala sem, da bi nekaj bilo na mestu, kjer je bila zastava, a ne, Sloveniji izpostavljena, ampak jaz si vendarle predstavljam, da bo najbrž da treba nekoč še kaj prečistiti, ne, na tem trgu. Recimo, vem, da smo pred leti bila z možem v Nemčiji, kjer imajo muzej za skulpture, ki seveda ne sodijo več recimo v mesta, ampak nekam
kjer se pač zbirajo ostanki, zgodovinski ostanki. In tam smo seveda videli Lenine in Markse in tako naprej. In jaz si predstavljam, da bi tudi pri nas mogoče že končen bil čas za kak tak muzej, ampak seveda, za take premike se mora najprej nekaj v ljudeh premakniti, ne? Jaz mislim, da je to glavni problem. Ko sem s to zamislijo vse posvojitvi pred več kot 10 letjem prišla gospodu Justinu Stanovniku, ki ste ga že omenili, mi je rekel, je rekel, gospa, vi bi radi, da bi mi postali boljši ljudje. Ja, seveda, to bi si najbrž vsi želeli, ampak ta proces je pač zahteven, a ne. In jaz si mislim, ko bomo postali boljši ljudje, ko bomo vedeli, kam sodijo revolucionarne metode z vsem totalitarnim nasiljem, ko bomo enkrat to imeli zavesti, pa bomo mi zelo hitro naredili prave spomenike na pravih mestih. Morda vas tukaj malce izzovem, namreč imeli smo že nekaj kipov, ki so bili umaknjeni v muzej, ne? Ampak se zdaj na pobudo neke parlamentarne stranke vračajo nazaj k protokolarnem objektu, kjer so bili nekaj časa, ne? Se pravi, ta zgodba ne bo tako zelo enostavna, kajti še vedno nas tudi kipi, pa čeprav so bili ustvarjeni iz nekega dvomljivega umetniškega social-realističnega vidika, nas še kar naprej zapirajo. To sem hotel prej aplicirati na gospo Romano, ki nas primerja z recimo neko razvito Nemčijo. Tudi tam ni vse idealno, vendarle, poglejte, nikomu ne pride na pamet, da bi Hitlerjeve ekipe pa njegovih sodelavcev razkazoval v javnosti. Tudi komunistične totalitarne simbole so umaknili v skladišča, v depoje. Prav je tako. Pri nas pa, kot ste omenili, imamo dejansko parlamentarne stranke, ne samo stranko, ki se kitijo s tem, se klanjajo tem spomenikom in poskrbijo za nekako revitalizacijo vedno znova. Ko se že zdi, da je stvar pozabljena, da nekako tone v pozabo s časom, kar je po moje tudi pravilno, se vedno znova za potrebe kulturnega boja na Slovenskem revitalizira. Poglejte, samo zdaj, ko se bližamo počasi novim parlamentarnim volitvam, sem prepričan, da bo ena od pomembnih tematik, ker pač na gospodarskem področju ni kaj dosti pokazati, na zdravstvenem, socialnem tudi ne. Spet se bo odpirala dobra stara zgodovina, levi, desni, domobranci, partizani, grdi, lepi, črni, rdeči. In bo ta tematika kulturnega boja igrala pomembno vlogo na okopih slovenske politične scene. Torej, ja, absolutno, seveda, pospraviti z pogleda oči, jih pustiti v depojih, v muzejih te kipe in spomenike. Prej ste omenil recimo primer Pivke oziroma parka na Brdu, kjer kipi niso bili ustrezno shranjeni, varovani, deponirani. O tem je veliko pisal in predaval kolega Jože Dežman. Ko so bili na ustrezen način predstavljeni in postavljeni v parku vojaške zgodovine, v Pivki, tem našem imenitnem vojaškem muzeju, smo lahko kot nacija ponosni na njega, seveda se je začel rom-pom-pom. In to ne samo z Ministrstvom za kulturo, ki ga vodi predsednica stranke Levica, ampak recimo tudi z Akademijo za likovno umetnost, ne, kjer so profesorji izdali pravzaprav peticijo, da se kipi vrnejo nazaj. Vsi profesorji na likovni akademiji pa ne samo tam dobro vedo, kdo je na oblasti in komu je treba se klanjati za drobne privilegije. Mogoče zaključimo pa zdaj še s pogledom na maj tega leta, ko bo res 80-letnica konca druge svetovne vojne, pa potem tudi komunističnega prevzema oblasti in pa povojnih pobojev. Romana Bider, kako boste v vaši civilno-družbeni pobudi to zaznamovali, oziroma v sodelovanju tudi s 3 drugimi, kaj načrtujete? Tako. Tele svete maše na prve petke redno teče in bo seveda tudi majska.
Drugače pa seveda s temi štiri iniciative smo, ko skupaj pripravljamo ta večer. Zdaj je zelo intenzivnem dogajanju vse, a ne, imamo že kar marsikaj premišljenega. To bo spet v podobnem duhu, kot sta bila prejšnja dva večera, 2 leti nazaj, a ne, in lani. Zelo lep pietetni dogodek. Zelo me veseli, da kljub temu, da je bil zdaj obakrat dež, se je zmeri nabralo veliko ljudi, tako da se vidi, da je ljudem to nekaj tazga, kar jim je blizu, kar se jim zdi dragoceno. Na slovenske škofe smo naslovili pismo, da bi zvonili zvonovi v spomin na tele naše žrtve po celi Sloveniji. To bi bila ena taka lepa se mi zdi pesem, blaga, mila, v njihovo čast. Upam, da bomo to uspeli. Ljubljanski nadškof je že obljubil zvonjenje, zelo rad. Imeli bomo spet na podoben način, ne, slovensko pesem, domače, narodno pesem, zapeli bomo Zdravljico, zmolili Oče naš, zmolili oziroma prebrali imena 30 nepokopanih žrtev. To bo lep večer s poklanjanjem rož, poklanjanjem sveč pod križa, ne, v bistvu imamo tako na en način kontradiktorno sceno pod temi spomeniki, ampak pod temi spomeniki posvečeni mi revoluciji stojijo farni križi. Pod te farne križe polagamo mi sveče in rože. Ja, naj tudi sam v imenu institucije, kjer sem zaposlen, Študijski center za narodno spravo, povabim na mednarodno znanstveno konferenco, ki bo potekala 13. 14. maja letos v Ljubljani na Slovenski matici, v sodelovanju s Slovensko matico, in dejansko bomo spregovorili tudi o teh nevralgičnih točkah, o katerih smo se danes pogovarjali, kajti poskušali bomo osvetliti leto 1945, dogodke v tem času, vseh različnih zornih kotov, ne samo političnega, vojaškega, tudi socialnega, kulturnega. In že zdaj vabim spoštovane poslušalke in poslušalce Radia Ognjišče, da se nam pridružijo tej konferenci, ki bo popolnoma odprta za javnost, bomo tudi jo posneli in potem poskrbeli za njeno prezentacijo, vsaj na Radio Ognjišče, se vnaprej zahvaljujemo in tudi za nazaj, ker vedno znova na Radio Ognjišče poskrbite, da tovrstne konference znajdejo pot med poslušalke in poslušalce. Tudi jaz bi seveda zelo lepo povabila poslušalce Radio Ognjišče, da pridejo na to slovesno 16. maja, ki je sicer ob 9. večer, tako da je mogoče tistim, ki so oddaljeni, to malo težje, ampak vendarle bo to petek, tako da upam, da bodo se ljudje pač lahko udeležili. Pozni je pa to zaradi tega, da se sveče vidijo, ne, da je že takrat temno. Drugač bo pa to našo slovesnost tudi prenašala, verjetno RTV tako kot lani spet se ne bo hotla, ampak smo pa dogovorjeni z Novo 24 TV in s Planet TV. Da ne vem, a bodo prenašali, vsaj posneli bodo, tako so obljubili. Vi nas itak zmeri podpirate, tako da vsaj na vas se zanesemo, da boste ljudi tudi povabili in to. Mogoče sem prej pozabila povedati, kar nekaj takih pretresljivih zgodb, osebnih življenjskih zgodb žrtev bomo osvetlili. Že imamo nekaj par takih, ki grejo sam solze, ki slišimo tako da nekako mislim, da bo zelo tak lep, pieteten, globok večer. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Zgodovinar, urednik in sodelavec Študijskega centra za narodno spravo dr. Renato Podbersič je bil z nami in pa ustanoviteljica civilno-družbene pobude Vseposvojitev Romana Bider. Obema hvala lepa za to, da sta bila z nami in da sta ob letu spomina ob 80-letnici konca druge svetovne vojne, komunističnega prevzema oblasti in povojnih pobojev z nami delila vajina razmišljanja. Vse dobro. Hvala za povabilo. Hvala lepa, srečno. Spoznanje več. Predsodek manj.